Dr. Jernej Dolinšek, Mednarodni dan celiakije je namenjen opozarjanju in ozaveščanju javnosti o tej bolezni in o pomenu njenega odkrivanja. Povejte nam, kakšna bolezen je pravzaprav celiakija? Ja, Mednarodni dan resnično obeležuje celiakijo, bolezen, ki je pravzaprav med nami vedno bolj pogosto spoznavana in vedno več ljudi nekaj ve o tej bolezni, pa vendarle morda največkrat bolezen otrok, bolezen prebavil. To se največkrat pomisli. Je pa res, da je to dandanes, vemo, bolezen celotnega organskega sistema, celotnega organizma, katerikoli organ je lahko prizadet, večinoma res prebavila, in pa bolezen katerekoli starosti, ne več otrok. Morda pogosteje obolevajo ženske v razmerju 2:1, ampak to je zelo pogosto tudi pri drugih avtoimunih boleznih. Poleg tega, da pa so prebavila najpogosteje prizadeta, sem pa že prej povedal, so prizadeti tudi številni drugi organski sistemi, od ščitnice, kosti, slabokrvnost, tako da ogromno je težav, ki jih lahko imamo pri celiakiji in zato je v marsikaterem primeru na njo potrebno pomisliti. Koliko pa je bolnikov pri nas? Kako poteka diagnostika in ali drži, da je odkrit samo vsak 5. primer? No in ravno tu sva pri tem ozaveščanju, ne. Resnično je odkriti manjši delež bolnikov. Mi to opisujemo kot pojav ledene gore, ko večine stvari ne vidimo, ne odkrijemo. Bolnikov bi namreč po nekaterih raziskavah naj bilo do 1%, v nekaterih deželah, bolj Skandinavije, še celo več. Mi pa jih odkrivamo bistveno manj. Ali je razmerje 1:5 ali celo 1:10, je zelo težko ugotoviti, ker za to moraš narediti študijo presejanja cele populacije, ampak 1:5 je kar realna številka, bojim se, da je slabša. Hkrati so pa še zamude velike, tudi tega se moramo zavedati, da so zamude od začetka težav pa do postavitve diagnoze lahko tudi do 7-10 let pri odraslih osebah, ko na celiakijo ne pomislimo tako zelo pogosto. Zdaj v Sloveniji so te razlike in zamude bistveno krajše, zdi se nam, da je osveščenost zelo velika, na različne načine poskušamo ozaveščati in z mediji, mislim, da zelo dobro sodelujemo pri tem in smo zelo veseli, kajti bolnik, ki hodi naokoli in ne ve za svojo diagnozo ali pa ima blage simptome in mu je ne postavimo 10 let, je izpostavljen tveganju za razvoj hudih komplikacij, to pa je neugodno. Kakšni pa so znaki, pri katerih lahko recimo odrasla oseba posumi na celiakijo in kako se potem postavi diagnoza? Ja, zdaj, odrasli ali otrok, ne, če so prebavne težave, če ima nekdo drisko, napihnjen trebuh, začne hujšati, je to precej lahko. Takrat zelo hitro pomislimo na celiakijo, seveda pa mora iti k zdravniku. Če se poskušajo zdraviti sami doma z različnimi dietami, je lahko to dokaj neugodno, zabrišejo simptome, misleč morda, da je celiakija, pa je lahko zadaj kaj drugega. Ampak ti znaki prebavni so precej lahki. Po drugi strani pa imajo nekateri bolniki samo utrujenost, bolečine v sklepih, ne vem, slabša zmogljivost nasploh. Potem je pa še polno nekih drugih sindromov, od nekateri pravijo izpadanja las, do težav z nohti, do težav s kožo, tudi težave, nevrološke težave lahko pripišemo, psihiatrične verjetno malenkost manj, potem so pa še zapleti, ne, ko imamo celo ginekološke težave. Tako da res je spekter ogromen. Pomembno je, da če imamo težave in da pomislimo, da bi lahko bilo v ozadju tudi celiakija, da gremo do zdravnika, se z njim pogovorimo in pomislimo, povemo. Zdravniki pa smo že toliko osveščeni, da bomo našli tiste teste, ki jih je treba opraviti. In s kakšno preiskavo potem potrdite bolezen? Zdaj smo pri testih pravzaprav, ja. Človek bi mislil, da je za tako zapleteno bolezen, da so potrebni neki zapleteni testi. Osnova je krvna preiskava. Mi v krvi s precej veliko natančnostjo lahko določamo protitelesa, ki so za celiakijo značilna, več različnih vrst protiteles, pa nima smisla, da o njih podrobno govoriva, ampak dejansko krvna preiskava pokaže, da imamo mi protitelesa, ki reagirajo na lastna tkiva, napadajo naše lastno telo in so posledica uživanja glutena, pšenice. Tudi ne samo pšenice, ker glutenu podobne sestavine najdemo tudi v ječmenu in rži. Ampak ko vzamemo kri, smo že zelo blizu, če dokažemo ta protitelesa, je sicer v mnogih primerih potrebno še opraviti biopsijo sluznice tankega črevesa, v nekaterih primerih pa že ne več, ampak na ta način, včasih pa še s pomočjo genetskih preiskav, postavimo diagnozo precej hitro in relativno poceni. To niso drage preiskave, to niso neke zapletene preiskave, ki je bilo potrebno pošiljati v tujino, mora biti, ampak kar v najbližje laboratorije. Torej, nekdo, ki opaža simptome, ki bi lahko kazali na celiakijo, rekli ste, da priporočate, da ne začne že sam diete. Joj ne, nikakor ne, to je
ne moremo reči največja napaka, ampak velika nerodnost, kajti potem diagnoze ne moremo postaviti. Pride takšen bolnik čez nekaj časa, vemo, da so čakalne dobe v zdravstvu zelo velike, pride čez nekaj časa na pregled, ko je že na dieti in ko mu je boljše. Teh protiteles v krvi pa takrat več ne pokažemo. In če jih ni, zdaj ne moremo dokazati, ali je bila celiakija ali ne. Lahko je tudi alergija, lahko je kakšna druga vrsta preobčutljivosti na gluten. In seveda bi bilo tega bolnika potem ponovno treba obremeniti z glutenom. Zdaj pa nekdo, ki ima velike težave, bo rekel, pa saj se vam je skisalo, da me hočete spraviti nazaj na to neugodno dieto. In verjetno ima prav. Diagnoze pa ne moremo postaviti. Problem pravilne diagnoze pa je v tem, da so alergija na pšenico, celiakija ali pa neceliakalna glutenska preobčutljivost 3 različne bolezni. In celiakija je takšna, kjer je res že najmanjša količina glutena dolgoročno lahko dela hude posledice. Pri alergijah verjetno ni nekih posledic, pri neceliakalni glutenski preobčutljivosti, ki je pa zelo moderna zadnje čase, pa nekih hujših posledic niti ne pričakujemo. Ampak treba je postaviti pravo diagnozo, ker je to diagnoza za celo življenje. Celiakija namreč traja celo življenje. In potem, ko diagnoza je postavljena, diagnoza celiakija, kakšno spremembo življenjskega sloga to zahteva? Ja, zdaj lahko je govoriti nama zdaj preko mikrofona, zamenjati v prehrani vsa živila, ki vsebujejo gluten, to pa so večina pomembnih žit v Sloveniji, pšenica, ječmen in rž, nekateri ne tolerirajo niti ovsa, ampak to je zelo redko, da to zamenjaš v kuhinji in da uživaš živila, ki ne vsebujejo teh žit, je pa zelo, zelo težko. Marsikdaj bi bilo lažje pojesti zjutraj eno tableto. Ampak vendarle je pa to precej dober način zdravljenja, ker se morda končno zavemo, kako pomembna je naša prehrana. Žita v prehranski verigi vendarle predstavljajo ogromen delež, so temelj prehranske piramide. In treba je spremeniti kuhinjo doma, v vrtcu, v šoli, s prijatelji, ko gremo ven, je pač vedno potrebno paziti. Zdaj, tukaj pa tisto, kjer je ozaveščanje še dodatno potrebno. Ne samo torej, da bomo bolezen odkrili, zdaj je pa potrebno svesti tudi, rečemo, delavce v kuhinjah, v restauracijah. Pogosto se dogaja, da sicer bolniki s celiakijo gredo v restauracijo, jim osebje pravzaprav ponudi, da imajo na voljo brezglutenske izdelke, no potem se pa izkaže, da vendar nekaj glutena je bilo zraven. Bolniki imajo pa različen prak, nekateri to začutijo, imajo težave, to je še dobro. Če pa nimajo težav, pa lahko večkrat zapored pride do vnosa glutena in čez nekaj časa pride do komplikacij. Zato je res potrebno poudarjati, da že najmanjša količina glutena, primerjava je najboljša, miš v primerjavi z Mount Everestom ali pa eno zrno pšenice v 2 kg riža je za bolnika s celiakijo preveč in mu bo povzročalo škodljive učinke. Torej, zdravila ni, edino vseživljenjska, stroga brezglutenska dieta. Brezglutenska hrana pa je draga, ali je v celoti na plečih bolnika ali tukaj kakorkoli zdravstvena zavarovalnica pomaga? Ja, torej zdravila ni, brezglutenska dieta do konca življenja je to zelo stroga, pa je vendarle zdravilo. Zdaj pač je treba definirati, kaj zdravilo je, kaj ni. In problem je, da je na en način to velika socialna obremenitev in obremenitev za način življenja, drugo pa je finančna obremenitev, to, kar ste že vprašali. Namreč ti izdelki so primarno dražji. Treba je najti takšne izdelke, ki ne vsebujejo glutena, pri tem ni problem, če je to riž. Problem pa je, če so to testenine. In v naši kulturi je kruh, testenine in ta živila so izredno pogosto na naših jedilnikih in če hočemo kupiti ta živila, so seveda pomembno dražja. Kdo pa nosi te stroške? Pa seveda bolnik nosi vedno stroške na zdravju, in to je neprecenljivo. Finančne stroške pa vsaj za otroke do neke mere država pokriva, bi rekel, da tukaj bolj država kot zavarovalnica, z dodatkom za nego otroka in pa z davčnimi olajšavami. Ampak nerodno je, da nekako država, da se je odločila, da pa po 18. letu, po dopolnjenem 18. letu, pa ni več nobene, pa ne smemo reči ugodnosti, ker to ni ugodnost, to so bolniki, torej to je na nek način podpora k temu, da bojo lažje živeli, ker če ne bo do zdravstvene posledice zelo hude. Torej po 18. letu pa država pozabi na te bolnike s celiakijo in je ves strošek na njih. Dieta pa še naprej mora biti enako stroga in še naprej bo do konca njihovega življenja
Tukaj se zdi, da bi se dalo kaj spremeniti. Določene države po svetu imajo to urejeno zelo, zelo dobro, predvsem skandinavske. Norveško bi že lahko človek postavil kot zelo, zelo svetl primer. Je pa res, da pa nekatere države imajo pa to pomembno slabše urejene, ampak jaz mislim, da se nima smisla zgledovati po njih, dajmo se mi raje po boljših. Kaj pa menite o brezglutenski dieti kot modni muhi? Torej, da tudi tisti, ki niso bolni, jedo brezglutensko? Tukaj so pomemben zgled tudi različne znane osebnosti. Ali je brezglutenska prehrana za tiste ljudi, ki so zdravi, sploh primerna? Ja, zdaj v zadnjem času je kar precej popularna tale brezglutenska dieta, pa so še druge diete. Sej pride to ciklično, enkrat je paleolitska, pa je potem brezglutenska, pa je potem low carb, pa tak dalje. Ne? Zdaj, jaz približno že vem, katera bo naslednja, ampak nima smisla, ne bomo popularizirali diete, ki morda ni potrebna. Zdaj, pomembno je povedati, da poleg bolnikov s celiakijo imajo še nekateri drugi tudi težave, če uživajo gluten. To ni celiakija, ampak imajo težave. To ni problem, seveda na dieto je treba iti, če ti to koristi, hvala Bogu. Zdaj, če pa je to samo zaradi mode, pa saj ni nič narobe, če nekdo pšenice ne uživa, ampak pšenica je že in žita so izredno dobra, so dobro živilo in jaz mislim, da je popolnoma nesmiselno preiti na to dieto. Po drugi strani pa seveda to ni nezdrava dieta. Če gre nekdo na brezglutensko dieto in jo potem zelo dobro obvlada in pač zaužije druga žita ali pa nadomestila, lahko živi popolnoma normalno in zdravo življenje. Samo zdi se malenkost pretiran poseg, da bi se kar naenkrat odpovedal glutenu. In če vzamemo te znane, če je že to motiv, Novak Djokovic je potem, ko je prešel na to dieto, pravzaprav bil boljši športnik. To pomeni, da verjetno je težko reči, da je ta brezglutenska dieta pa lahko škodljiva. Najlepša hvala.